The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Čau sončki, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Danes je z mano spet Petra, za podebatirati malo baje kar dosti stvari. Tako da, je nič, kva kar začela. Najprej pri nas v salonu, kar je novega, dubali smo pošiljko čelad, tako da vsi tisti, ki ste jih že plačali, pa imate naročene, so bile danes, oziroma bodo danes malo odposlane. Tako da, evo, to je to. Tisti, ki pa veste, da ste jih imeli naročene, pa jih pridete iskati, oziroma še probati, pa zdaj lahko pridete. Pa še dobil sem še neki puloverjev, teh sand large velikosti, ki vem, da vas je nekih naročil, pa ne vem, za koga sem jih naročil, tako da, če si ti to ta, evo. Se nisem zapisal. Ja, tako, ka meni naročajo, pa kje me dobijo, ja, kdaj pozabim. Tako da 2 cent puloverja, še ne vem točno, za koga sta. Upam, da v njih pride iska, da jih nauš, če ne jih komu drugo, pa prodaš Ja, ponovno. Tako da, ja, evo. To je to. Ta vikend smo se lepo zapeljali, je tudi veliko posnetkov, tako da jaz sem imel še GoPro-ja gor, s telefona sem nekaj snemal, ti si snemala, Štefko, druščina so šli ta dolgo z doktorjem odpeljati 270, tako da vse to boste videli v četrtek v vlogu. Zdaj pa nekaj, lahko mi da kaj pokomentirava, kar je bilo zdaj se začelo dogajati, da ne bo v vlogu noter. Jaz sem že rekel, da tudi danes pohvala, že četrtkova runda je bila ful lepa, smo se tako lepo dali v take dobre skupine, se mi zdi, da smo imeli res počasno, kjer so bili tisti, ki so prvič prišli, pa so se malo učili, pa malo lovili, pa malo imeli take pač te izkušnje, ki jih imaš, če si mogoče prvič ali pa prvič v skupini. Druga skupina smo tudi, kar moram reči, da smo ga kar dobro pritiskali za četrtkovo, tako da sem imela jaz svojo najhitrejšo četrtkovo odspeljano in to v srednji skupini. Tako da so tudi fantje, se mi, da smo bili kar dobro, tako smo prišli nazaj. A pa ste šli isto to dolgo traso, kam mi? Ne, normalno. Standard. Standard. Smo rekli, da ne bomo spreminjali, da gremo te dve skupini klasiko, vi pa pač. Tako se tudi četrtkova se je kar dobro išla pol po času, ste bili vi zelo hitri za nami, v primerjavi s torkovo, ko smo vas pa ful dolg časa v bistvu čakali, preden ste vi prišli nazaj. Tako je tudi vaša mal daljša, ne? Tudi naša je mal daljša, pa vi ste šli v četrtek mal drugače, kot ste šli v torka, ne? 5 km več. Tako da, mislim, ampak tudi v torkih mogoče je bilo smiselno, da naredite. Se bomo tako. isto šli. Ja, tukaj bo zdaj, ta četrtek bomo zdaj vozili tork tako kontra. Ja. Tako da mislim, da je to tudi boljš, pa se tudi izogneš tega centra Grosupla, pa vse, pa je super. Ja. Tako da, in je bilo res fajn in tudi vaša je bila fajn, zadovoljni so bili tudi fantje iz te daljše variante, tako da res, že četrtek smo bili vsi toliko zadovoljni in pol sobota je bila pa pika na i, leto tale izlet v Žužemberk je bil tudi fantastičen. Tudi mislim, da je bil eden hitrejših izletov, tako da, ampak smo bili tudi take dobre skupine, se mi zdi, da se na izletu se itak ni hitre pa počasne in se do Žužemberka smo se pelali in v vsaki je bilo 4-5 močnih fantov, da so lepo lahko res vlekali do Žužemberka in tudi pol nazaj, moram reči, smo se lepo razdelili v skupine, tako da je bilo tudi za nazaj ful dober. Tudi moram pač se zahvaliti tudi Mateju Zalarju, ki je bil na moji skupini, da je bil kar večino časa na Ferangi, kjer je res lepo držal skozi en tak konstanten tempo, da smo praktično ne zmatrali, smo bili že, jaz nisem bila glih nekih hudom, pa smo imeli nekaj kar pečenih v skupini, pa so vsi prišli do cilja, še vedno z lepo hitrostjo, tako da smo res se lepo odpeljali in je bil tudi lep izlet, lepa trasa. Mene je bilo iz Vidma do Žužemberka, se še nikoli nisem peljala, enkrat v kontrasmer sem šla, pa je bilo malo slabše vreme, pa kontraveter, pa se niti nisem zapomnila, da je tako lepo, kakor zdaj, ko smo šli, mogoče ta smer, ko smo šli, je lepša in ful je bilo lepo, ful prazna cesta, lepa pokrajina, tako, res krasen. Ja, pa se mi zdi, smo imeli kakšnega kaj za trobo. Ne, jaz se tudi ne spomnim, da bi imeli neke
tudi klepal od Žužemberka proti Krki, se pravi, smo kar padali, sem mislila, da se bomo vlekali, ker je vsem klanc gor skozi, sam smo imeli pa lep veter v rita, in smo res tako padali v uno Krko in tudi kleni bilo nobenih, mi smo se, itak smo bili v skupinah po 8-9, tako da smo se en čas celo vozili kar po ena, lepo, da smo res tudi prostor dali avtomobilom, cesta je dosti široka, da so nas lepo lahko prehiteli in nismo imeli nobenih kakšnih čudnih srečanj in izgredov, tako da res super, bil je tudi en komentar, sicer že na Stravi, da kako se vozimo in glede na video, ki je bil zraven na Stravi, ampak tisti, ki se še niste z nami nikoli pelali, mogoče je fajn, da pridete pogledat ali pa vsaj se ne sklepa po enem odseku enega videa, kako se vozimo. Tukaj so tudi komentirajo nekateri, ki so že kar nekaj časa v kolesarstvu in vejo, kako se voz, in tudi mi vemo, kako se voz. In pač, če smo kje kdaj na cesti, kaj malo na kakšnem videu, da smo malo bolj po cesti, je to na cesti definitivno, ki je prazna, ki je nekje oddaljena, ali na kakšnem vzponu, kjer se malo začnemo med sabo dajati in se potem itak raztegnemo po tem vzponu. Drugače pa vozimo s tem namenom, da probamo čim manj uvirati ostale avtomobile in ostale v prometu. Meni je to point in mislim, da tudi Anžetu in vsem klele, in to je tisto, kar si najbolj želimo, da ko smo na cesti, da kljub temu nismo moteči. No. In ko pridemo na neke zelo prometne ceste, se znamo umakniti in dati prostor avtomobilom, ko pa smo na cesti, kjer ni prometa, pa probamo tudi mi malo uživati. Tako, ko mislim, da vsak kolesar rad uživa. Ja, mislim, da se ta cesta je bila res, razen ta del Žužemberka do Krke, drugače je bilo pa praktičen. Ja, ko vemo, da smo na cesti, ki je prometna, naredimo red in zato pa imamo te skupine in tudi ful je dobro, da se v eni skupini ti, v eni Mirsa, to je eni jaz, se tudi koga drugega se lahko postavi in da ti res naredi tudi malo reda, da se takrat... Pa te, ki komentirajo to, ne vem... Ne, vse so to ljudje, zato mi je zanimivo, ker so to ljudje iz kolesarskega sveta, ki so cel življenje na kolesu, ki se tudi sami vozijo na kolesu in ni vse sam dirkanje, eni so taki, ki sam tekmujejo, pa sam dirkajo, drugi so taki, ki so mogoče samotari, kolesari, ampak ja, mogoče takim najbolj, da enkrat pridejo, pa se z nami pelejo, pa bodo videli, kako to zgleda. Jaz bi rad pohvalil, 1-2 juniorja sta bila tudi zdaj v soboto. En je bil od še bivše stranke iz Maxi Sporta, od Kosta Tamal, je rekel, da ga zdaj gon, pa je še on prišel. No, on je bil najprej kregan od začetka, tako da smo ga kar postavili na svoje mesto. Mislim, da se nima vezeno. Jih Pogi tim nauči najprej se voziti v skupini, pa ne se vozijo v skupini. Ja. Meni je bilo fajn ga videti, pa je bil pa še en tudi mlajši, sicer ne vem, kako mu je ime, ker šel pa pol z nami sta prvo skupino naprej. Hrage ima črn dres. Ja, ste ga vi pol ujeli? Ne. Aha. No, ne vem, je pol... Kapelo se je ful dober, sam kaj je bil spredi, bil predolg časa spredi, se je po moje kar dober zgonil in bolje, kaj da vmenjavo je bil, mislim, da glih Žiga pol šel naprej. Žigac je imel pa malo preveč energije za nazaj grede in sem ga tudi jaz, mislim, da sem mu 1-2krat mogel reči, da ne mal... Ja, Žiga je v bistvu profesionalc, ne? Ja. In je bilo kar zabavanja, ker sva do Šmarja Sab smo bili sam še, koliko, mislim, da se štartali enih 8 iz Žužemberka. Ja, neki tazga, ko smo 7, 8, 9, ja. Ne vem. No, do Krke nas je bilo, mislim, da 6, 5 pa 6, ko smo prišli v Šmarje Sab, mislim, da smo bili sam še 3, pa so pa sam še 2 prišla, kaj Žiga šel nazaj. Ja, kje pa so bolj ostali? Je, odpadali so. Če letel, ja, sam njih tudi sam ni bilo. Ja, ene par jih je prišlo. A so bili? Ja. Saj mi je pač fora, da par jih je bilo prvič. Sam pa ste bili očitno toliko od spredi, da jih tudi pobirali nismo od zadnji. Ja, možno. Mi smo prišli za ta drugo skupino, smo bili vsaj 15 minut spredi, za ta tretjo skupino je bila pa 20 minut. Mi smo se v bistvu druga pa tretja smo se na vrhu Krke ujeli. Se pravi... Do sem niso vsi istočasno prišli. Se je prišla pa ena skupina še zadnji. Ja, mi smo bili ta zadnja skupina. No pa načeloma, je bilo kar, meni je bilo ful dober,
ki je pač letel in ki je bil Žiga spredi, to je letel 45, je bil po moje average od Krke do Ljubljane. Ja, se tam je Tako da bil, pa še meni je nazaj je bilo bil super. dober veter, tako da je lahko Skratka, letela. hvala vsem za družbo, za naprej, pa vsi, ki še ne veste, ki se furaš v skupini, ne smeš dati 120% od svojega maksimuma, ampak bolj dati malo manj, tudi ki si spredi, zato da pol lahko na vsake 2 minute daš rečemo menjavo, ali pa da si 2 minute spredi, daš menjavo in pa ko prideš spet si vsaj 2 minute spredi, ne da daš enkrat, pretegneš, pa odpadeš. Pač je brez veze, ampak vsaka šola nekaj stane, tako da za naslednjič oni, ki ste bili, veste. Tako da ja, mi je bilo pa ful všeč, da najdejo, ker se mi zdi, da vse ne leti tok za enega, ki je mal navožen. In mi dobro, da probajo, da vidijo, ker mislim, da ta dva, ki sta bila nova, ali so bili 3, če ne bi toliko pritegnili, ki so šli spredi, jaz mislim, da bi se pripeljali skoraj da ne vsi do Ljubljane, ampak pač, ki ga ful pritegnejo, ne, pa jih zakisli, Ja, pa se pa ne to moč je pač isto, zadaj se priključiti. dogaja to na maratonih, a ne, v rekreaciji, da potem pa noben več ne vleče. To je klasično je Franja, ki so že vsi čez klanc tako strošeni, da noben več ne vleče čez Polansko dolino. Dej, greva mi dva, danes imava se pravi še Giro, en kolo imava za ocent, pa so pa še neki začetniški tečaji vožnje, pa trening vožnje, pa imava pa še čez maratone, se to bova tele 3 zadnje točke bova po moje zapeljala vse v eno, tako da, evo, sam tisti, ki vas zanima, kva va danes govorila, da se o tem pogovarja, tako da jaz bi šel najprej še na Giro. Ja, Ker to točno. Ja, sej, za seveda. soboto, četrtek bo itak videli še v vlogu, tako da Ja, sej. Meni je bilo tako dobro, da bi kar govorila, ampak ja, dosti je. Gremo naprej. Giro, zdaj, kaj je bilo, se ti zdelo kaj posebenega? Tako, da ti Mislim, kaj ostalo prav v spominu? posebenega meni ne. Moram reči, da spremljam vedno manj intenzivno. Sicer ja, jaz sem kle v lokalu večino časa, ko je Giro, ponavadi vidim in štart in cilj. Moram priznati pa, da to vmes se pač vedno manj nekako zagreto gleda in pač v soboto smo skupaj tukaj gledali, smo glih prav prišli nazaj, da smo gledali lepo tale zaključek, koliko je bilo, 50 do konca, ko smo prišli. Možno je. Nekaj, no, tako da smo lepo gledali ta vzpon, ki je bila to v bistvu prva taka dejansko etapa, kjer smo lahko pričakovali, da se bo nekaj zgodilo, ali bo neka razlika, ali bo kdo koga držal, navdržal. Prejšnji teden se mi zdi, da je bil v glavnem Giro zelo v znamenju teh raznih bolezni, ne. Vsi so neki jamrali, da so bolani od prebavnih motenj, z mano vred moram reči, od prebavnih motenj, ki naj bi jih imel pelicari, do nekih viroz. V UNO-X-u smo jih celo videli, da so hodili z maskami, tudi stav, nekaj jih je šlo domov, 2, mislim, da kolesarja, zaradi bolezni. Tako da tudi v Vingegaardu se je nekaj pisalo, da naj bi bil bolan, čeprav potem na tem vzponu ni glih izgledalo, da bi bil prav zelo bolan. Mislim, da je Ne, bil pa kar sej v eni svoji formi. Pri njemu je bilo predtem, pa kaj dal pa zjutraj intervju, je bil pa, pač se je pa že videl, ali, ja, da je bil pač bolj, ali en dan prej po etapi, da je dal, da se pa že dosti boljš počuti in da je pač šlo mem. Pa se je pa videl, pač, kako je odpeljal, se mi zdi, da je tudi rečemo, dokaj lepo poganju in vse in je bilo... Ja, se pravim, kar tak zelo predvidljivo vse skupaj, glede na njegov način vožnje. Pri njemu vsi pravijo, ja, zakaj on ne naredi razlike, zakaj ne gre, zakaj tudi tukaj je, ne, pri nas stranke, ali pa se tako isto piše, ne, da ima dolgočasno vožnjo, da ni agresiven, da, ne, pa se to ni sam na tem Giru, to je njegov stil, to je njegova vožnja. Pa ne, pa se on načeloma napada vedno. No, napada, kadar ima Pogačarja zraven, drugač pa res nima nekih norih napadov. No. Enotedenske, pa kako je zmagoval, se tudi te 3 tedenske. Ja, sej na tistih zmagoval... etapah lahko. Vse prej ni mogel. Ja, sej on ni tak kolesar, da bo po ravnini napadal. Ja, sej zato pravim, da so ne, zakaj je že prej ni. Čeprav je tudi, se mi zdi, ni, že enkrat bil v ečelonih, da je šel pač naprej. Pač, bolj če mene malkrat. vprašaš, meni je v redu, meni tako kaderka. No, Ja. meni ni v redu nikoli on, ampak pač ne more pa pač voziti drugače kot voz, ker je tak, kakršen je. Ima Ne. pač letos še
ena od teh stvari, ki gre meni tudi na živce, kar gre velikim ljudem, ampak marsikomu mogoče pa to ful všeč, pa ji, ki poljublja tam tisto balanco na koncu in nikoli ne veš, ali bo jo uspel poljubiti, ali bo padel on po tleh, ali mu bo balanca v zobe preletela. Zelo neroden deluje in upam sam, da ne bo kakšno luknjo zapeljal pa v tista balanca v njegovih zobeh. Veš kaj je dobro, ne? To se vidi, da nikoli ne gre čez svoj maksimum, zato ker takrat, ko bi bil full trd, bi težko kušnil uno balanco. Ne vem, če je kdaj čist zadev, ampak okej. Ne, sam vsi vemo, da takrat, ko bi šel on v filter svoj, pa da bi tako mogel voziti, tako da se vidi, da ima še vedno neke rezerve. Seveda, sej ni rabo iti nikjer še v neke nove filtre. Tako da jaz mislim, da ta Giro je, nažalost, Gira je pač malo dolgočasen in jaz mislim, da bo zdaj ta teden z razliko jutrišnje petkove pa sobotne etape, ki bojo po mojem vse spet za GC. Bojo pač, ne vem, jaz včeraj, ko sem gledal, ker je bila kao šprinterska, pa so se šprinterji nategnili, sem bil kar what the fuck vam ni, imate une 3 etape do konca, pa jih ne morete ujeti. Sem bil čist presenečen. Ja, v takih stvarih so res napake športnih direktorjev oziroma tistega, ki nekako kroji ekipo, čeprav včeraj. Pa sem to je bilo pol šele zvečer sem brala, je bilo glede teh motorjev, a ne, od spredi. In moram reči, da kle, ko sem jaz gledala, sem še jaz se drla, ne, pa daj umaknite se stran, pa nisem toliko mislila, da jim delajo za veterje, kakor jih videla nisem, a ne, ker so bili res motori, zgledali na televiziji, da so motori ful blizu kolesarjev, zdaj, ampak to je tisto, kad ti od spredi gledaš in ti tak zgleda vse blizu, pa lahko, da sploh niso bili tok, ne, ampak očitno, da so res bili, ker je bilo potem popoldne zelo veliko debate, sploh iz strani Lidla, pa od Grunewegna najbrž. Ja, pa od telih Rocketsov, je bilo ogromen komentarjev, da so jim uničili pač dirko motorji. Zdaj se pravim, vedno je lažje kriviti nekoga drugega mogoče, ampak jaz sem res tudi kokle spremljala in sem že v tistih zadnjih 2 kilometrih je dejansko zgledalo, da jih motorji vlečejo naprej, ne. Pa sam zadnje 2 najbrž so jih je prej bolj pomagali zaradi tega, ker Groenewegen, mislim, da je dal intervju po etapi, je rekel, da so dali oni vse od sebe, da so se postavili spredi in da jih niso mogli pač ujeti. Mi je bilo to čudno, ker to je bilo dejansko 70 kilometrov od ko sem jaz začela gledati, je bilo nekaj 70 km in takrat je bilo minuto 20 zaostanka. Veš, kaj je to 70 km, minuto 20, jih pa moraš ujeti, ne. Pa gledam se, kako jih ne ujame, pa kdaj jih bojo ujeli, pa pišu, kako jim pa je. Ne? In enostavno, ne vem, pač, včeraj je bilo malo škoda, ker potem so še neutralizirali zadnji krog. Sicer pisali se je o tem, da je bilo to nekako sprovocirani strani Vingegaarda, da je on nekako tudi to med dirko zaprosil direktorja, da se to neutralizira. Tudi nekaj posnetkov je, kjer se on pogovarja z tem vodstvenim avtom, tako da zdaj je to bilo res tako ali ne vem. V glavnem zadnji krog je bil neutraliziran, pred zadnjim krogom so se časi ustavili in je šlo dejansko samo še za šprint in s tem so pač tudi potem šprinterji rekli, da so tudi s tem zgubili, ker v bistvu potem se je zdesetkala ta glavnina, a ne tisti, ki niso bili zainteresirani za šprint, tiste ekipe so jasno nehale delati in potem so ostali, jih je res ne vem koliko, še 20-30, to pa res pol težko ujameš, oni pa vsi motivirani, da bodo zmagali. Mislim, jaz tega nikoli ne razumem, zakaj se mora neutralizirati, ker pač to je derkanje in če se derka, pač moraš derkati do konca. Ali pa ne se od začetka pove, od štarta samega, da je neutraliziran zadnji krog, ne vem, zakaj to naredijo med samo etapo, se kar naenkrat odločijo ta Milano, ne, kjer se zelo velikokrat neutralizira v Milanu, zato ker potem ugotovijo, da je tam čez tisto mesto, pa čez te ulice, pa čez vse rizično. Ampak vse to vejo že vnaprej, ne od začetka dajo ali pa ne naredijo drugač pol cilj sama. Ne. Mislim, razumem, da je, ne vem, neurje, da je nekaj tazga pač, da zaradi tega. Ali pa da so protesti, pa da je pač tako, kaj je bilo lanke v Španiji. Pač to razumem. Razumem pa, kaj je sonce, vse je idealno, ti pa pač neutraliziraš. Ne, se pravim, lahko ocankaš, da je že etapa tako zasnovana, pol že v osnovi, že na začetku rečejo, že ko je Giro nastavljen, se reče, v tej etapi bo neutraliziran zadnji krog. Čeprav meni
Tudi tega ne razumem, ker če pač sederka Ja, in ja, je... se tu strinjam in je res. In dejansko je potem tukaj so popušili šprinterja, ne, zaradi tega. Ne vem, meni je bilo tako malo čuden, ampak lej. No, tako da, Okej. tako da ta 15. etapa verjetno si jo bojo kar zapomnili, glede na povsem tem skupaj. Ja. Jaz sem si označil, se pravi torek, petek, sobota so GC dnevi, tako da jutr bo po moje že kar zanimiv, zato ker je pa takoj po rest dayu in to smo že parkrat videli, da po počitku, da kakšni pač ne delajo v redu, da jim noge se ne obračajo tako, kot bilo treba. Kakšna pa je etapa? Ja, zaključek je v klanc. A ja? Mislim, da je 12 km klanc, čaki. Ti takoj pogledam. Bolj sem gledala samo una, petkova ali sobotna, ki je v Dolomitih, se Ja. mi je edina še zdela taka sploh kaj. Ne. Imaš in petek in soboto, pa se pravi jutri je pa 11,6 km pa 8 posto Ja, je Vršič. klanc. Tako da, En dober, konkreten Vršič. ja, Aha. malo daljška Vršič če celo. Ja, ne, 11 ima Vršič kilometrov, sam po procentih je mečkam bolj star. Aha, okay. Ampak kaj pa, kdaj pa una v Dolomitih? Je petek ali sobota? Ja, mislim, da je petek, ko gre čez Džao. Ja, ta je lepa. Ta bo taka zagledati, po moje, če bo vreme. Ja, ta je 4888 Tudi mislim, da je kot višincev. kraljevska, ne. Ja, pa Džao je na sred, po je Falcarego, Falcarego, pa zaključijo pa Alege. tudi na gor. To sem že vse speljala, tudi sprav in Džao in Falcarego naenkrat, in tako da je res lepa. Ja, Pa še Duran imajo prej. ja. Ja. Tako da To bo kar zagledati, po moje najbolj. Pa Pijanka Valo si uno isto, to je v soboto, je tudi 8 posto pa 14,5 km. Ampak aj na koncu. Ja, A ja, dvakrat tudi na koncu. grejo gor. Aha. Gor, dol, pa še enkrat gor. Aha. To bo... To bo tudi pol še, Ja, s tem, da... Dober. Kle v bistvu itak trenutno res ne vidim ambenga, ki bi lahko sploh... Ene se po moje bo borba za drug mest bolj zanimiva, ker trenutno je še ta od Bahrajna. Lalijo. Ja, pol bo pa, kaj je, Felix Gal je, ne vem koliko, 30 sekund zadnji, pol imaš pa še une dva mojstra od Bore. Tako da jaz mislim, da bojo te štirje se Mislim, da borili bo za klele kar stopničke. Gal se tako se mi, da se po pameti pele na en tak svoj tempo, nikjer ne zgleda, da bi prav tako lepo se pripele za Vingegardom gor, tako da bi jaz kar na njega... Kaj pa ti misliš? Ma ne vem, jaz kar nekako upam, da bo Hindley vratal, da bo on drugi. Ja, meni je pa všeč ta legal, zakaj pa ne bi on. Hindley je že zmagal Giro. Pa ja, sam se mi zdi, da je, ne vem, tak feeling imam pa Pelizari, zdaj tudi prišel spet nazaj, se zgleda boljš počutje, imel tudi on malo on je zdravstvenih. imel, ja. Tako da Gal, ja, ma Sam kar... Belicari ne vem, koliko je delač. Ja, je čez delo, časov. sem se po moje bo on najprej skočil, pa je špilal, da Hindley do zadnjih pride pol. Tako da pač te dve, ki sta petek, sobota etapi, bo kar zanimiv, ne, kad ti greš klele lahko. Prvič, ko grejo na Pijanka Valo, greš, ka pol je v bistvu praktičen spusta, je Akle, ta sobota bo zdaj 40 km. bolj odvisno od tega, koliko se bo že kdo se bo bolj skuril v petek. Ja, Ker če se bo že v petek, kdo se bo že fajn v petek skuril, bo kle v soboto še težko. Od vseh teh, zato ker od vseh teh mogoče res Pelicari, da ima še največ teh sposobnosti, da drži lahko 2 dni malo večji tempo. ne, po moje Hindley kle. A Hindley misliš Ja. bolj? Ja, No, bomo, no sej, glej. Pelizari po moje unka bojo špilali na njega, da v probu kaj Samo on ima belo majico, daleč bojo tudi napast. belo majico Ja. hotel verjetno obdržati. No, No, bojo se je kar... Bomo videli, ampak po moje, da je še vseeno bolj pomemben, da si na stopničkah, kot da si četrti, pa imaš belo majico. O, to pa definitivno. Ja, tako da, Verjeten, mislim. Bomo videli. No, ta teden bo še zelo zanimiv, po moje spohuna, ki sta v sredo, pa v četrtek etapi, ki bojo tako za vsi, ki imate radi, take bolj enodnevne, se pravi, bo po moje tudi zanimiv. Ker ta sploh se pravi sredina je isto, ima 3200 višincev in me prav zanima, kako bojo to To tudi... bojo obežniki. Ja, bojo, sam je, pač ja, je kar
taka zahtevna, tako da bomo videli. Kva greja mi, da kar ocen Toon Bike, ali ima še kaj Giro? Ne, to je to v Giro. Jaz Dobar. ga ta teden bom probala malo bolj gledati, ker bo bolj zanimiv. No, pa deva ta kolo pogledati. Jaz sem ga malo na hitro videla, pa neki lepega si poslal, meni se zdi. Pa se so vsi bajki, ki so jih poslali, so lepi. Ja, vedno lepši. Vitale je res. Prvo, ko sem ga odprla, mi je najprej takoj padla v oči ta zlata ketna. Pa to na rdečo, ne vem, kar neki se mi zdi, da dobro pa še gor. Pa še, pa veš kaj je ta napis je, ne, tudi saj zdaj ne vem, a ga kle sončna svetloba naredi zlatega ali je tudi zlat, ne. In je ta kombinacija ketna, napis in pol tudi teli črtice po obroču, ki so pač ne uničijo obroča, da bi grdo zgledal, niso taki glomazni napisi. Tudi se pravi, tudi slika je spet ena takih malo lepših v naravi, lepo osvetljena, tako da meni je tudi to všeč, če je pri kolesu narejen. Je pa, ja, vse, mislim, da ta bo tebi všeč, ne, mislim, da ne boš mogel prav komentirati, ker ni nobenih torbic, ni bindona, vse je clean. Vse sem že pogledal, že kaj mi je poslal. Tako da mi je všeč, zdaj pač kle se da spet s tem kolesom pol še igrati s kakšnim, tako kot vedno rečem, s kakšnim USPV-jem, ki je bolj samo mogoče za sam izgled, pa klep tudi pasu kakšen zlat. Pa pol že tudi teli verižniki zadnji se tudi dajo še spol kaj dodati, ampak pol pa že to, a ne. Tako da meni je všeč ful, tako kot sem taka kolesa, ki so mi všeč, sem jih ocenila, mislim, da tam okoli z 8 pa pol, tistim, ki jim lahko še kaj dodaš, da tega kar rekla 8 pa pol. Ajde še meni. A pa čak, se bom jaz klele najdu. Se sem ti tako poslal na Instagrama, ne? Ja. Petra, evo. Ja, jaz sem si tudi bajk že pogledal, položaj mi je všeč, ko vidim, ta mora imeti tam ene 9 cm, 10 cm dropa, tako da se mu vidi, da ta mora biti kar navožen, tudi sedež ima naprej. Kar se tiče obroči, ima isto, kakor jih ima Tomaž, tako da najbrž jih bi pohvalil. Tako da meni, kar je na tem kolesu, pač vse je super, osnova ful dobra, ni pa ja, pač nič tako, da bi rekel special, zdaj bomo mi glih dubal. Razen ketna. Ja, ok, veriga. Zdaj bomo dubali tale koleščka, ki bojo pasala na vsak menjalni gor in bo že v bistvu s temi lahko skombiniral, ne, se pravi, ne rabaš OSPV-ja, ampak bojo sam koleščka prišla v zlati barvi. Aha, in ga daš kar v to kletko not. Ja, aha. Isto, mislim, da s keramičnimi ležaji pa bo kar dost cnej. Tako 1/5 cene, če ne še manj od OSPV-ja. Tako da boste lahko tudi tako si spimpal bike. Kar bi jaz kle naredil, meni ta prva stvar, ja, ki mi je ven izstopal, so pač te rotori. Tako da rotorje bi probal dati pač nekaj črnega gor in bi, ali pa zlate, in bi pač že to ful popestril. Kolo, pa pač ja, nažalost ta zadnji verižnik, preveč mi je barv zdaj gor. In pol ta srebrna se mi zdi, da še toliko pač bolj ven seka. Ja, sej, pa kakšno črno Tako da kombinacijo. ja, če bi tukaj to zamenil na črno, niti po moje ne brabo pol koleščk na menjalniku, ali pa pač tudi, če bi hotel, ne, logičen. Sam ja, jaz bi to zamenil, da bi dal lahko pač kaj več oceno, tako da jaz dam 8, ker je pač bike full lep. Sam, ja, če bi hotel kaj posebenega, mene kle, jaz pa, ko sem približil, so me zmotili te plašči, ki se mi zdi, da niso čist črni, da je pač mal tak ten vol, tako da jaz bi dal pač čist črne gor, a tak temno rjav, kakršen koli. Tako da, ja, jaz bi dal pač čist črne gor, ker se mi zdi, da je že zdaj mal preveč barv in pol še to, ja, s tem. To bi sam zamenil, no, pri naslednjem nakupu bi dal gor črne. Vse ostalo pa, če mene vprašaš, imaš full lep bike, tako da najbrž se tudi dobro pele, tako da svaka čast, voz naprej. Ko pa rabu kaj zamenjati, se pa oglasi. Tako da. Ja, vse to so stvari, ki jih zamenjaš takrat, ko se obrabijo, pa jih pol takrat, ko ga sem jaz zdajle rotorje, recimo, ko rabiš nove rotorje, greš pa kupaš nekaj tazga, da je malo poseben, isto zadnji verižnik in to ne rabiš to zdaj kar tako mena, to sva že rekla, ne. Tako da zdaj še vsi, ki bi se prijavili za ta kolo, da ga midva ocenva, imate zdaj na spletni strani v svojemu profilu
greste sam, kako je že, neki Rate My Bike, neki na to foro in tam dodate noter fotko, obkljukate, če hočete, da ga ocenva na YouTubu, če nočete, pač ne rabite, imate lahko samo sliko vašega kolesa gor, čisto samo zaradi bike fittinga itd. Podoben, če boste rabili, in če date pač, če bo obkljukate, da ga midva ocenva, bo pa avtomatsko bom jaz dobil obvestilo in bo pač na naslednjem podcastu ocenila. Zdaj za naprej so pa še tako naredili, da boste lahko tudi, se pravi vsi, ki gledate podcast, boste šli sam gor, pa ocenili, tako da boste tudi če od vseh ostalih boste pol imeli povprečno oceno. Čau. Čau. Evo, zdaj sem ti kar zmontiral. A, takole? Ja, ko bi snemal podcast pa zaradi tega. Tako da, evo, fajn bo. Čau. No, jaz bom pa zdaj med tem cajtom, ki že ne govorim, pa sem še to povedala za tiste, ki ste mahneni na težo kolesa. Sem jaz tudi zdaj s telim novimi rotorji, ki sem jih vzela pri Anžetu, teli zlati, lepi, krasni, tudi lepo izgledajo. Imela sem prej od Dura-Ace gor rotorje, pa z tem, da sem dala ven mlek iz Continental Archetype plaščev, noter pa TPU tele Anžetove tudi, se pravi TPU zračnice, tako da sem zdaj kolo znižala s tem, se pravi z rotorji in pa s TPU zračnicami na istih plaščih za 140 gramov, tako da zdaj, se pravim, za tiste, ki želite kolo na čim lažji spraviti. Vem, da niste vsi s tem obremenjeni. Jaz načeloma tudi ne, ampak pač nekako nekaj se mi more dogajati, pa sem se zdaj odločila, da zdaj se bo pa na kolesu dogajalo, ker jaz sem na sebi že težko toliko, kam še spravljam dol. Tako da, evo, to je ena od stvari. Imam še pripravljene, da bom še kolo znižala težo, tako da še čakam ene delčke, ki prihajajo, pa potem. Tako da, evo, sem to še hodila povedati. Tako da ja, ne rabite samo spimpati, lahko je pač tudi še dosti lažji bike pol. Tudi pride in je pač še tam benefit. Zdaj pa, jaz sem zaključil, kaj je glih gospod prišel po polover, se pravi ocenjevanje koles bo zdaj na spletni strani. Vsi, ki imate kakšne ideje, kaj na spletni strani bi spremenili, zdaj imate tudi prav sistem, ki sam poklikate, kaj bi mogoče spremenili in se bomo lotili delati, tako da vsi ta Cycling Hub, ta vaš dashboard, da je pač narejen res tako, kot ste si zamislili. Čez vikend se je dodal sploh za, se pravi najprej bom omenil za tiste, ki niste v članu kluba, bo zdaj beginner ride, tako da vsi začetniki ali pa če imate kakšnega začetnika v familiji, prijatelja, bomo zdaj, se pravi sreda, petek pa nedelja, je zdaj možno, da se prijavite, pa bomo šli pač na eno tako skupinsko vožnjo, zelo počas, štartali se bo isto tukaj. Šli bomo pa po vsej verjetnosti sam kle gor do Iške vasi, pa pol mogoče malo klančka in nazaj. Tako da ne bo prav dolga trasa, tam ene 30-40 km, ampak kle bolj pomemben, da se vam bo malo povedali, kako se vozite, sploh na cesti. Pač tako, šli bomo čez neke osnove, zato da pol da boste mogoče bolj navajeni tisti, ki boste šli še kdaj na kakšen maraton, še to pogledali, se bo mogoče malo še nastavitev kolesa, tako da ja, evo, čisto za vse, ki ste začetniki, če kdo gleda to, se pofočkite na spletni strani, greste spet na vaš profil, to je ta striček desno zgori na spletni strani, pa se vam pa odpre, pa se sam prijavite, vse je zastonj, morate imeti pa svoj bike pa opremo. To je ful dober. Tisti, ki ste pa v klubu, je pa zdaj ta vikend polhan enih novosti, tako da bom kar začel. Najprej trening ride, to se bo naredil vsako soboto, bomo probali pač nekaj, kar tekmovalci že tako ali tako delajo, ali pa tisti, ki juniori, ki tekmujejo, že delajo, pa bomo probali vsakič nekaj drugega, mi bomo štartali čisto zadnji na sobotnem izletu, pa bomo pač
ja, vam bomo vsakič povedal, kaj bomo vadili in bomo pač to probali pri majhni brzini, pol pa nazaj grede tisti, ki bojo hoteli, bojo pač pri večji brzini. Je pa, že zdaj povem, se pravi nazaj grede, tudi če je klubska vožnja, če ste v prvi skupini, tam bojo pač še vsi ostali in če kdo odpade, jebi ga, odpadaš in počakaš zadnji drugo ali pa tretjo skupino in se pol z njimi perfuraš do, sem na Ziharlovo, do Velota pa do nas, tako da samo to, da se ne bo kdo pritoževal, že rajši naprej povem, da se ne bo čakal. Tako da to pol se je dodal še fueling guide, to imate zdaj, poveste glede na to, kjere dneve imate cajt v tednu, koliko kilometrov naredite in vam priporoč, koliko ohajal, koliko je treba spiti, tako da to si lahko pogledate na spletni strani, pa še pač treningi so zdaj boljš narejeni, tako da imate zdaj še to v bistvu vsi, ki ste v klubu, samo možnost, da si pač poklikate in vas vod čez cel trening, lahko naredite ful bolj detaljno, vse informacije pa jemlje iz vašega profila, se pravi, če nimate profila izpolnjenega, morate najprej profil izpolniti, da vam pol točno, zato sem pa to tako naredil, da se ne vpisuje 5krat eno in isto, ampak da v profilu izpolnite in pol on že avtomatsko se zazna in vam pač to ven da. To je nek začetniški trening plan, vi mu morate pa pač podati informacije za to, da bo to, ne vem, a sem še kaj dodal ali ne, ampak jaz sem se kar nekaj časa hecu, tudi, to je pa spet za čisto vse, ker ste na spletni strani, pa če ne veste, kaj gre dobro skupaj, zdaj smo ungama nekje nadal stran, ki meni je grdo zgledal in zdaj imate v bistvu tako, da vam pokaže luk, se pravi izdelkov, ki ste jih izbrali, so tako večje slikce, zato da pač vi vidite, a gre dober skupaj ali ne gre dober skupaj, tako da lahko dodajate, brišete in polja. Tako da, to je še nekaj, kar sem se ta vikend hecu, tako da po moje, da spletna stran je zdaj že zelo blizu temu, da je ok. Greva zdaj midva na kolesarske maratone. Ja, to se zdaj začenja. Ali pa si imela še kakšno malenkost? Ne, v bistvu mislim, da ne. Jaz sem v bistvu tudi imela te maratone bolj mišljene. Čak, zdaj sem pa zdubo, vidiš, ker nimam pripravljen, kaj sem še hotela povedati. Četrto to sva. Ja, v bistvu, zdaj ne vem, če kaj povedati o Evropskem prvenstvu ali še ne bi o temu preveč govorila. To bo itak šele oktobra. Edin razen to, da je bila trasa predstavljena, kar so verjetno tisti, ki jih zanima, že vsi videli. Glede na to, da je bil ta vikend tu na Možjanca zasedena, po moje je bilo že kar za Evropsko prvenstvo gor, ker sem videla po objavah, da jih je zelo ogromno šlo pogledati. Tudi mi bomo šli, en velo izlet bomo tja naredili, sem že malo gledala traso. Sem hodila, da bi šli mogoče ta vikend, pa smo me potem upozorili, da je glih tisti dan tale Gran Fondo Alpe in glih pride dol, kjer pride tudi iz Možjance dol trasa in potem bi v bistvu obtičali po času mogoče glih v te zapori noter, kjer se pač pol ne bi mogli pelati. In tudi en del izleta bi šlo potem po tej trasi, tako da bomo to naredili enkrat. Drugič, do Evropskega prvenstva bomo sigurno šli skupaj tja. Tako da, ne vem, hvalijo, da je trasa primerna, noro dobra za Pogačarja. 5krat na to Možjanco, jaz sicer moram po pravici povedati, da čistko pred sabo nimam, kjer klanc je to, ker to je bil klanc, ki do zdaj se ni dal čez njega čez, si lahko šel sam gor, pa je bil potem zadol, kjer je zdaj asfaltiran Makedam, tako da jaz verjetno tukaj gor še nisem bila nikoli. Jaz pa ne vem, kje je. Ja, v bistvu iz Kranja gor, klanc proti Preddvoru. Bomo videli, ko bomo šli. Vem, kje je, vem, kje točno to je, ne, vem, kjer konc je to, ampak nisem se pa tam nikoli pelala, sigurno ne, ker po Makedamu se nismo vozili. Tako da bomo šli pogledati, kje je to čudo. Jaz sem šel zdaj prvič, kaj je šel ta plan, so šla z Andrejem Zančka, so šla iz Cerkelj gor, tam pri Zalogu, ko se gre pol levo, da prideš zadnji do Kamnika, ne. Takle sploh se še nisem pelil, je tudi ful lepo. Tako noč prometa pa lušten.
Sem jo tam od zadnji, ta tunce pa ta. Ja, tam je tako. Jaz sem se zdaj še prvi zapeljal. Ja, se zdaj teh idej, vse mogoče bi tudi iz leta, ki bi šli tam, nam bi kar nekako tako potegalni, mogoče celo bi še tudi takrat z Berkom to povezali malo nekako, da smo en tak malo večji krog naredimo, pa je, bomo naredili, se pravi, ideje je toliko za te izlete, da mi, ideje veliko smo že zvozili, ampak ja, bomo tudi še. Dobar. Kva, maraton. Zdaj pa maraton, ja, tega je tudi veliko. No, sej, tele ideje, ki so zdaj prišle ven, so glih zaradi teh maratonov, pa zdaj te fantje, ki so odpeljali 270 km ta vikend, jih je dohtar zelo lepo poštelil, pa jim dajo navodila in so prišli nazaj. Jaz moram povedati, da sem ful presenečen nad vsemi, ker so delovali dosti sveži, ki so prišli in se vidi, da niso šli pač čez sebe, tako da so pač lahko to odpeljali. Ajde, vršit so imeli, ki je bil naporen, ampak drugač pa, kukor sem poslušal, ki smo jih počakali, so šli zelo v redu in sem pol dobil idejo, se dosti ljudi res mogoče ne ve, kako, kaj jest prej, kaj jest po, kaj jest vmes, pa koliko dejansko jest, tako da zdaj imate to v bistvu vse na spletni strani, ja, saj tisti, ki ste v klubu, no, tako da, evo. No ja, se je verjetno tiska se lot podviga, da gre 270 km odpeljati. Ja, 90% jih ne ve. No ja, veliko jih ne ve, ampak se je to ogromen spremenilo, tako kot včasih se je to res crkval, pa ne na 270, že na veliko manj, se še jaz tega spomnim. Zdaj se pa kar vidim tudi tako nasplošno, ko se vozimo, ljudje kar, tudi na izletih, ko se peljemo, ljudje kar jejo, sicer so še vedno eni, ki ne jejo v redu, pa jih pol tudi točno vidiš, tiste pobere ta prve. Zanci me je presenetil na izletu, da nisi jedel sladoleda, tako da to sem bila čisto presenečena. To sem ugotovil, da mi ful slabo vpliva. Ja, bravo. Ker sem ga včeraj pol jedel, pa sem komi prišel na Trabalev gor. Ja, ti lahko se je to... ena je jedla sladoled na tem izletu, pa je tudi potem imela kar težave zraven držati na vsak klanc, hupsrček. Tako da jaz bi tudi sladoled je že super stvar, lahko za če že. Pa ne, se lahko tudi vmes, sam veš, no, pa moraš biti pa na recoveryju. Če si na nekem recoveryju pa coffee rideu na nedeljski, res easy, potem tudi bi lahko, no, ampak meni tudi recimo ne paše, meni je tudi po sladoledu na kolesu, potem sploh če je vroče, mi je ponovadi slabo, tako da ga jem po. Mislim, meni ni bilo žal, ker so šla z mojo v Litijo in so se tam v Ristretu tu stavila, so bili spet ful prijazni, tako da po moje lokal za kolesarje top, vsakič so ful prijazni, sladoled je dober, kava je v redu, tako da ja. In sem pojedel ga čist preveč. Ja, sladoled ima ogromen maščobe, no, in to te zakisli. Sam sem bil pol pa gotov. To te, veš, to ima toliko maščobe, da... Sem mogel toliko bombonov, ko sem pol pojedel v šusu, pa sem se pa kar naenkrat v redu počutil, pa je pa šlo. Še defekt sem pol imel, tam čez Besenco dol zdaj delajo cesto, na 3 odsekih, na enemu je mislim, da makadam, in glih tam, direkt, ta zadnji meter, ki je bilo, ne vem, po moje sem imel malo premalo spet napumpano spredno in sem direkt nekam preletel in... Če si spredno, pa sem imel res verjetno premalo napumpano. Ja. Bolj, ampak overall, je gonilo toliko, sem bil čisto presenečen. Sem vozil, najprej mi je všla na začetek klanca. Tako že videl, nisem skoraj več. Ja, no, vidite, kva dela sladoled. Še ena, kaj drugič na kolesu te nažge. Če sem mogel 300 vatov konstantno voziti, da sem dober, ti si tak letos čisto en kurcno na klance, tako da itek, če te nažge tvoja, ki gre drugič na kolo, pa si za en drek si, konc, pika. Kako se lahko s tem še hvalaš? Ti hvalaš njo, ti si za en drek. Kako so šele vsi ostali za en drek, odpadejo pa v soboto? Ja, odpadejo pa po ravnem, to smo pa že obdelali, tistih tvojih 5 minut je težko držati, ja. Sicer dober. Upam, da tvoja zdrži 5 minut s tabo. Ja. Na maratoni sva rekla in ta prehrana na maratonih zdaj tukaj je to prehrana na maratonu ali pa za maraton ima lahko enkrat mogoče tudi še čisto eno temo, ki je bolj tak, ki je kar dosti dolga. Drugače so pa maratoni se zdaj le dogajajo, ogromen jih je v juniju. Jaz mislim, da kar malo preveč, ker je vsak vikend toliko velik, da v bistvu ne veš več, kam bi pol sploh šel. Maj je bil zelo
klaveren, moram reči, lahko bi že kakšen maraton naredili recimo že v prvih vikendih v maju, marsikjer maraton, zdaj se pa res dogaja vse, kar je možen. Mi gremo na Dolgo Franjo, kjer bomo predstavili oziroma probali, upam, da ne bo ratalo, ker to si pač še nismo, bomo še naredili tudi en plan, tukaj tudi nate malo računam, ker imaš veliko izkušenj vsem z dirkanjem več, oziroma saj bolj imaš širok pogled na to širši, kot jaz definitivno. Prtegen na začetku, pa kamor pride. Ja, to vem, da tako ne, ker bomo probali prikazati, kako se lahko nekako tudi varno in pa lepo odpele maraton z neko skupino, da se da uživati, da se da lepo pelati, da se tudi zraven doseže vse neka lepa povprečna hitrost in tudi v končni fazi je nek rezultat, lahko s katerim si lahko pol zadovoljen. Tako da to je Franja letos, ta dolga, jasno. Potem My Tour, jaz mislim, da imam to letos v moji sezoni, bo to kar top moj pik dirka, kjer moram dati res vse od sebe in biti na tisti dan, recimo, da bom rekel, v najboljši formi, kar bom lahko letos bila. Tako da me je malo strah te dirke, moram pa pravic povedati, ker se pravim... Ker je dolgo tako kratko? My Tour. My Tour. My Tour. My Tour je meni... Če to je en teden po Franji, ne? Ja. Mi je pač bolj zaradi samih višincev, no. To ima dirka koliko 2000 neki plus višincev in meni je to kar... Nikoli nisem pač res, sem neka, meni je bila letap, letap je imel nekje tudi okoli blizu 2000, sam je bila veliko daljša razdalja, kjer so se v bistvu počasno nabirali te višinci, kle se bodo pa zelo hitro nabrali na relativno kratki razdalji, kar se pravi, da bodo dolgi pa strmi klanci, mislim, 2, taka, ki sta malo bolj izpostavljena. Tako da, ja, moram biti takrat spremna na polno. Mislim, sej, fora teh maratonov je ta največji problem je to, da veš, da oni, ki so spredi, ga lahko tudi po ravnem še letijo in če prideš gor, spet, ko se spustiš dol po nalog pod Mangartom, če si tam sam oziroma v skupini, ki so švoh, pol zgubiš ful enega cajta, zato ker meni ne more tja do podvršiča. Vršič boš itak odpeljala. Jaz sem itak za to dirko še vedno počutim toliko švoh, da mislim, da glede, ne vem, da bom še vedno, da mi čisto vsem skero skupino. Sem da sem skupino, da nam sama. Ja, si ti boš imela največji problem na dol, ko boš prišla log pod Mangardom, pa je še ful spusta, ne? Ja, sej vem. Tako da tam zgati najbolj, ne? Ja. Sej vem. Daj mi kaj povej, kaj, kar ne vem. Daj mi malo spodbude, prosim. Jaz sem gor na vrh, lahko 5 minut za tabo, pa spodaj še smer, kakšno minuto pred tabo. Tako da imam jaz če sem jaz 5 minut, če sem jaz minut pred tabo gor, ti ne boš pred mano dol. Ja, se ne vem koliko, ampak to se boš 5 minut, če mes 5 minut če sem par minut za tabo, sem še zmer pred tabo dol in pol sem do podvršiča fiks par minut če pred tabo. Dobro, če si par minut pred mano, tistih par minut bom jaz že na vršiču nabrala, da te bom dojela. Dobro, smo že tam. Tako da ja, v bistvu to je to. No. Za te maratone, jaz moram še povedati, vsi, ki ste v klubu, pa mogoče niste bili pozorni, pa to zdaj gledate, se vam je poslali tudi na mail, na 4 maratone smo dobili zdaj neko posebno ponudbo, se lahko prijavite, gor so vsa navodila, če komu kaj ni jasen, ne me pa pokliče. Tako da ja, se pravi, dubali smo za My Tour, za Letap, za Franjo, pa še za maraton 3 občin. Ka maraton 3 občin, vsi, ki ste ga že šli odpeljati, pa tisti, ki ga še niste, pa bi šli radi na Franjo, vam svetujem, da greste najprej na ta maraton, ker je meni ful lep, hkrati pa toliko zahteven, da če to odpeljate dober, pol je Franja tako, z levo roko. Tako da ja, mene žal ne bo, zaradi tega, ker ima kolega fantovščino in me cel vikend ni. Tako da bom za Franjo čisto svež. O, moj bog, če boš tak, ki si bil za svoj rojsten dan, boš ti do Franje na vse prišel. Ne, vse to. No, tako da, evo, vsi, pa boš pa glih ta prav za Franja za našo skupino. Ne, da sem zadnji nekako prkobicu. Tako da, ja, kar se tiče, se mi zdi, da pri maratonih pa ta največja težava, ki jo imajo vsi, če gledava čisto iz vidika prehrane, je, da pozabijo, da morajo v bistvu tudi že en dan prej
boljš jesti, pa da se kakšne 2 dni prej pač ne pretirava preveč na kolesu. Ne? Ja, ena stvar je, da se en dan prej je veliko hidratov, pa da se predvsem ne je praktično nič vlaknin. To je zelo pomembno, da se pa nič maščobe tudi. Ne? Se pravi, low fiber, low fat, to so vedno en dan pred, se pravi, da ješ res fokus na hidratih, pa beljakovine take enostavne, najbolj s kakšnim vejem ali pa s pudingi proteinskimi, tudi z mesom, da se ne pretirava. Tako da to je taka pomembna stvar in da v bistvu, kar reče, ja, saj sem jedel makarone ali pa ja, saj sem jedel mlečen riž, pa mi pa kaže Štefko, kaj je jedel mlečen riž, uno sklečko za miš pismu notar. Ja, ne, mlečnega riža moraš pojesti lonc, se pravi, tudi količina je pomembna, koliko hidratov. Tok je en dan za kakšno dolgo franjo, dolg letap, v končni fazi majtur, je treba en dan prej tok jesti, da vam je zakosil že kar malo slabo. No. Tako. Recimo ena izjava je bila, mislim, da glih Hinlija, ko jih je treniral Tim Podlogar, ki je rekel, da na turu, da mu je bilo težji jesti, kakor voziti kolo. In en dan prej ti mora biti težko jesti. In pa ja, kolo en dan prej tudi ni glih potreben, oziroma ja, kakšna aktivacija tudi ni slaba, če se naredi, ampak to se pravi, da si, ne vem, pol urce na kolesu, pa vmes 1-2 šprintka in to je to. Ja, se sem že prejšnji teden povedal, ali sem v vlogu ali na podcastu, da meni je bilo ful dober v fitnessu aktivacijo narediti, tako da zdaj sem kar to prakticiral, da grem vsak petek lepo nokce in mi je bilo, sem se ful dober počutil. Jaz imam pa v petkih tak fitness, da sem tako delam fitness, da imam pol v soboto kar malo noge čutam in še tudi v nedeljo, tako da ja, ne vem, mi bomo imeli za Franjo, to smo se že zmenili, bo tudi, če se bo še hotel kdo pridružiti tisti vikend, najverjetneje glih neki velo izleta ne bo, en dan pred Franjo, ker je glih veliko na Franjo, tudi tisti, ki ne gredo z nami. In bomo imeli samo eno aktivacijo v soboto, tako kot smo lani naredili, kdor je hotel šel z mano, smo šli klele na barje, naredili aktivacijo, kdor pa, ja, lahko se dela pa na drugačen način, tako da to bomo imeli za soboto pred Franjo. Ok, greva še ta vikend, že veš, kam se gre? Ne vem, sem tudi tebe malo še hotela vprašati. Ne vem. Bomo nekaj naredili. Jaz verjetno ni tako tam šla celega izleta zraven, nekaj bom štartala, ker imam pol v nedeljo. Ti imaš vzpon? Moja prva letošnja dirka, prva tekma bo vzpon na Kum. Sem si rekla, da grem recimo na nekaj težkega, da mi bo vse ostalo malo lažje. Bo to en dober trening, to že za mogoče tudi majtur varianto, saj za en vršič odpeljati, ker to je dejansko, sicer tle jasno je 1 ura v avta, če tako gledaš, tam se pa kar malo drugače treba voziti, ampak je pa definitivno en dober trening, pa en dober pokazatelj, če je res ta FTP tak, kakršen misliš, da ga imaš in na podlagi tega lahko tudi potem se vse ostale dirke odvozijo. Čakaj, ta vikend so Alpe. Ta vikend so Alpe so v soboto, 30. Kdaj štartajo? 9 najbrž. Mislim, da je ob 9 štart, ja. Se pravi, če mi kletu štartamo ob 9, pa bomo šli itak lahko čez. Kam čez? Ja, da bi šli to, ko smo šli mi že odpeljati, da bi šli zdaj še enkrat. Kjero? Ker takrat nas je bilo 8-9, ne? Ko smo šli čez Črnivc, dol, čez Lipo, dol v Vransko, pa iz Vranskega nazaj je bilo glih 125 km. A ja, da bi šli isto še enkrat? Pa ja, vse nas je bilo takrat samo 8-9. Pač večino jih ni bilo. Sej to soboto bo kar dosti, po mojem, vsem folka na izletu, ker na maraton Gran Fondo Alpe jih ne gre toliko veliko. Ja, no, sej se zaradi tega pravim, da bi šli, pač to je ena izmed, zdaj sem dobil pač idejo. Jaz sem mogoče pa mislila, da bi šli nekako tako, da bi prišli v cilj v Kamniku. Se ne vem, koliko časa se vozi ta dirka. Koliko to časa vozijo, ja. 4 ure. 4 ure, se pravi, da so, če ob 9 so ob enih v Kamniku. Mislim, ja, oni ta hitri so, mislim, da 3 ure pa pol, jaz vem, da mi je bil vsakič cilj, da prijem po 4 ure. Pa sem bil glih skozi okrog 4 ure. Tako sem mišla, če bi tako naredili izlet, da bi prišli, ko je cilj, da bi gledali cilj maratona, ker tudi neki naših bo palal. Ja, se pa gremo pa direkt kontra odpeljati. Pa najprej, pač najprej tja čez Turjak, Vransko, Lipa. Ne Turjak.
Trojane. Trojane, Vransko, pa pol gor na Lipo, dol, Pa čez Črnivc, pa čez Črnivc, pa dol. pa dol. No, bomo tako probali To je narediti, tudi pa lepo. tako sprogramirati, se pravi, bi ob 9 tudi mi štartali, pa da se potem pride v Kamnik. A veš, tam se lahko malo če drugega ne. Malo podružimo, v Kamniku se naredi še en, se spije en pijača, en Coca-Colca in se lepo potem pele nazaj v Ljubljano. Ja, se lahko ustavimo samo mes na pumpi, da se dofila. Ja, tako sem malo imela nekje eno tako. Bova naredila traso. Narejen? No, to je to. Pa pridemo vse naše, ki voste, vas pridemo pozdraviti v Kamnik pa podpreti, tako da. No. Evo, to je to. Malo še kaj? Ne. Nič. Ok, sončki, upam, da ste uživali do naslednjega tedna. Uživite na bajku. Čau. Čau. Veš, kako še traso?